Živjo, kako se imaš v teh tednih, ko smo v glavnem notri? Vem, da so ukrepi zaradi epidemije COVID-19 zanj hud stres, saj običajno večino časa preživi v službi. Sošolec Miha, ki živi v eni od stolpnic v Šiški, ima sladkorno in kakšno kilo preveč. O, lepo, da si poklicala, se oglasi. Ravno sem prišel iz trgovine. Šel sem po nekaj malenkosti z masko in rokavicami. Vsak dan grem v trgovino, pravi v smehu. To je sedaj edini pravi šport. In dodal bolj resno. Ampak pazim, sem rizičen. Bolj zato, da se nekaj pogovarjava, ga vprašam. Kaj si pa dobrega kupil? Svež kruh in malo tega in malo onega, pa piva mi je zmanjkalo. Človek ne more sedeti pred televizorjem brez pira in kakega pregrizka, saj nisem ženska, da bi kar naprej nekaj brklal po stanovanju. Kot opravičilo je nadaljeval, saj ne pijem veliko, kakšno pivo pa tu in tam. Vendar tudi kuham, vsak dan jem kaj toplega in zdravega, zrezek in krompirček. Sem pa opazil, da odkar sem doma malo več jem. Seveda mu razumevajoče pritrdim, ob tvoji službi si se v glavnem najedel zvečer, ko si prišel s terena domov, sedaj pa je te priložnosti več. Ja, to je to, pa premalo se gibam. In cuker mi je šel zelo gor, poklical bom diabetologa. Če bi bil ženska, bi se tehtal, je v smehu pripomnil, pa se ne bom, ker se bojim, da bi pokvaril edino tehtnico, ki jo imam. Nadaljujem. Midva z možem hodiva sedaj v trgovino zelo redko, bolj po osnovna živila. Kuham preproste jedi, riče, tjoto in podobno. Moja apostolska žilica mi ne da miru, zato še rečem. Kaj pa, če bi naredil vsak dan okrog mimo trgovine? Čez Šišenski hrib, na primer. Ali pa bi morda šel na hišno kolo. Saj veš, pripomnim, tudi jaz imam sladkorno in gor me drži predvsem gibanje. Po trenutku tišine odgovori rahlo negotovo. Ja, to pa ne utegnem, delam nadaljavo, za sprehode pa nimam časa. In povsod naokrog so okuženi ljudje. Po tistem sem razumevajoče prikimala, da je res težko, bom pa vesela, če me bo tudi on kaj poklical in mu povedal, kakšen lepotrinek iz hoje čez Šišenski hrib. V rahli razdvojenosti sem sama v sebi nadaljevala pogovor z njim. Saj te razumem, življenjske navade, tudi slabe, se v kriznih situacijah še bolj izrazijo. Človek ve, da mu tak življenjski stil škodi, to da ne zmore drugače in potem boleče doživlja metamorfozo vsebine nakupovalnih vrečk v žolcasto rumeno trebušno maščobo. Kar nekaj od hrane, ki jo prenesemo v vrečkah iz trgovine in jo pojemo, se nabira kot maščobje trebuhu. Nove kitajske raziskave kažejo, da v času epidemije zaradi bivanja doma, zmanjšane aktivnosti in slabih navad, pojemo precej več hrane, kakor jo naše telo potrebuje. Potem to pretvorjeno hrano v obliki maščobe nosimo okoli. Zamaščeni trebuhi niso nalezljivi, vendar je ena od posledic epidemije COVID-19 tudi širjenje epidemije nezdravega življenjskega sloga. Čezmerna telesna teža z malo gibanja pa življenje skrajšuje in znižuje njegovo kakovost. Vendar ni nujno, da je tako. Napisala bom nekaj misli, ki so rezultat mojih življenjskih izkušenj. Sem zaposlena ženska pri 60 letih z diabetesom tipa 2 že desetletja, ki mora že zato skrbeti za primerno telesno težo in zdrav življenjski slog. O njem sem se največ naučila pri delu z ljudmi s motnjami hranjenja. Med njimi je veliko diabetikov. Med tiste, ki imajo motnje hranjenja, preštevam tudi sebe. Zakaj? Doživljam različne oblike lakote, tudi ko telo dobi dovolj kalorij. Hrepenim po hrani, ko bi morala biti sita, predvsem po sladkarije, ki mi škodijo.
Četudi vem, koliko in kaj je zame primerna hrana, skoraj nehote in nevede pojem kaj, za kar mi je pozneje žal. Pri motnjah hranjenja se človekova zavest ne odziva pravilno na osnovno potrebo po hrani. Pri diabetesu pa se na hrano ne odziva pravilno človekov organizem. V obeh primerih pa razum oblikuje bolne obrambne mehanizme, ki ščitijo škodljiv življenjski slog. Zato ga zanikamo, opravičujemo ali minimaliziramo, kot moj sošolec v pisani zgodbi. Ni čudno, da je velik del ljudi z diabetesom tipa 2 debelih. Kaj lahko torej naredimo? Hodimo čim manj v trgovino, če že gremo, nakupimo za cel teden, vendar se pri tem ne delajmo zalog. Ne hodimo mimo polic s prigrizki, ker bo samo od sebe padlo v košaro kaj nepotrebnega. Kupujmo izdelke v embalaži, ki čim manj obremenjujejo okolje. Vzemimo osnovna živila, ne pozabimo na stročnice, čičeriko, lečo, fižol in tako dalje. Manj mastno mleko, pusto skuto, jogurt, jajca, polnozrnato moko, dovolj različne sveže in vložene zelenjave, sadje. Če uživamo meso, si ga priskrbimo za par obrokov tedensko. Ne kupujmo predelane hrane. Vzemimo si malo časa, da si odličen, nam dober in zdrav obrok pripravimo sami. Doma pečen polnozrnat kruh imam rada skupaj s skodelico skute, pripravljeno s kumaricami, čebulo, semeni in začimbami. Zraven spijem skodelico ječmenove kave. Hladilnik naj bo raje bolj prazen, kakor prepoln. V njem naj bodo vedno dovolj sveže zelenjave. Ko ga bomo nezavedno odpirali in v njem iskali pregrizek, se mu bomo lažje odrekli, če ne bo v njem zapeljivih stvari. Če pa bomo zares zelo lačni, bomo z veseljem vzeli svež korenček ali kaj podobnega. Veliko pijmo, a ne pivo. Ko začutimo normalno lakoto, spijmo najprej kozarec vode, nesladkane limonade ali čaja, počakajmo 15 minut in če nas lakota ovira pri tekočih dejavnostih, potem nekaj pojejmo. Po mojih izkušnjah je dovolj, če odrasel človek je največ 3-krat na dan, skoraj do sitega. Jejmo, če se le da, iz krožnika. Izogibajmo se hranjenju iz rok v usta. Tako bomo pred seboj videli, koliko bomo pojedli. Jejmo počasi. Le izjemoma še dodajmo hrano na krožnik. Ostanimo vedno malo lačni. Rek, da je majhna lakota velika prijateljica, je pogosto ponavljal dr. Boris Cibic, znan kardiolog, ki je ostal čiv v zelo visoko starost. O zdravi hrani ne bom pisala, saj o tem kar mrgoli najrazličnejših receptov. Kuhajmo takšno hrano, ki jo imamo radi in je zdrava. Prehranske mode se menjajo, izberite tisto, ki vam je všeč in se vam zdi, da vam pomaga pri vzdrževanju primerne telesne teže. Meni je ostala pri srcu stara ločevalna dieta. Zelenjava in stročnice so običajno osnove jedilnika, zraven jem ali beljakovinsko hrano ali škrobno, izogibam pa se uživanju škrobnih živil skupaj z mesom. Kombinacija gore krompirja in mesa ter sendviči s salamo zanesljivo škodijo in redijo odrasle ljudi. Brez telesne dejavnosti ne gre, pa še apetit do določene mere regulira. Najraje imam hitro hojo, pohodništvo, plavanje, občasno si privoščim zahtevnejša telesna dela, kot je trenutno izkopavanje rubide in kamenje na težki ilovnati zemlji. Fizično enakovredno so nekatere vaje, ki jih lahko izvajamo tudi doma. Pri njih gre za to, da dosegam skrajne meje telesne zmogljivosti in s tem pokurim nekaj trebušne maščobe. V času domače osame telovadimo skupaj z drugimi pred TV sprejemniki, zaplešimo ali pa tecimo na mesto z lahkotnim korakom, če so spodaj sosedje.
Izgovorov za negibanje torej ni. Če sta gibanje in kakovostna prehrana naša rutina, potem je življenje lepše, lažje in dobesedno lahkotnejše. Ostanimo, če se le da, v mejah normalne teže. Če pa smo pridobili kakšno kilo preveč, je pomladanski čas primerno obdobje, da se jih znebimo. Srečno, drage prostovoljke in prostovoljci!